Zdaj v bistvu res prej nikoli nismo imeli v življenju nekih kontaktov z uniformo, mogoče tak na kakih mejnih prehodih edino. Zdaj pa res to, odkar v zadnjih 2 tednih sem pa nekako pod gostinkami priložnost do neke interakcije, do nekega pogovora z več katerim vojakom in lahko rečem, da v prvi vrsti so pač vsi ljudje z neko veliko začetnico res vedno pripravljeni pomagati in po mojem mnenju si zaslužijo res naše spoštovanje. Jaz sem mnenja, da se lahko vsi počutimo bolj varno zdaj pač. Moji občutki so takšni, glede na to, da sem bila res že od začetka poplav, od 4.8. prisotna v tej službi in kot zaposlena in kot občanka. Moram povedati, da te občutki, ko so prišli vojaki, ko smo jih zagledali v Mežici, je bilo neko olajšanje, zelo veliko olajšanje, ker smo vedeli, da prihaja pomoč, da nam bojo pomagali in tudi zdaj, ko vidimo vojake, smo zelo pomirjeni v Mežici. Tudi mislim, da občani, kolikor govorim z drugimi, tudi oni sami so zelo pomirjeni. In zdaj se mi zdi, da smo jih mi tudi sprejeli in so del naše skupnosti tudi postali vojaki. In po mojem bo nam zelo, težko, vem, da ko bojo pravili dobro delo, pa ko boste šli, bomo zelo vam hvaležni, zelo hvaležni. In tudi potem, po mojem, čez kak mesec, 2 ali 3, mogoče čez kako leto, ko bom videla človeka v vojaški uniformi, se bom spomnila na vse, kar ste dobrega naredili za nas. Zelo smo hvaležna, da ste poslali ekipo. Ja, moj spomin je pa na moje sine, ko so bili vojaki, in tako se mi zdi, da je blaženo, ko so tu med nami. Hvala Bogu. Škofja Loka je v zadnjih poplavah doživela pravo katastrofo. Predvsem doline Hrastnice, Bodovske grape, Sopotnice so bile praktično odrezane od sveta. In jaz sem izjemno hvaležen za vso pomoč, ki je prišla v našo občino. Pomoč Slovenske vojske v prvih dneh je bila ključna predvsem pri zagotavljanju hrane, agregatov, goriva, vsega, kar je bilo treba tudi na roke prenesti do ljudi, ki so bili odrezani od sveta. V sodelovanju z direktorico in seveda z Slovensko vojsko je bil potem vzpostavljena neka informacija, da v primeru nujne medicinske pomoči, ko pač recimo zdravstvene ambulante v zdravstvenem domu Nazare ne delujejo, da se lahko tudi občani poslužijo pomoči zdravstvene v tej vaši ambulanti. Tako da mi smo z prebivalstvom zelo zadovoljni z sodelovanjem Slovenske vojske. Mi moramo biti tisti, ki smo hvaležni Slovenski vojski, da je prišla na pomoč, da pomaga odstranjevati posledice te katastrofe in ne samo v naši občini, pač pa po celi dolini. Kar se tiče pa otrok, pa naši otroci vrtčevski, ker so pač zdaj trenutno oni edini tukaj prisotni, so navdušeni nad vojaki, predvsem fantje še posebej. Sem prepričana, da tudi naši šolski otroci, tisti, ki so domačini tukaj v Nazarjah, čisto konkretno v kraju, da ko vas vidijo, da jim to pomeni en občutek varnosti, en občutek, da nismo sami v vsem tem in da je Slovenska vojska pripravljena priskočiti na pomoč, kadar je to potrebno. In vojska je prišla bolj smačilno, smo spucali ven, en stroj je šel noter, drug je ven in vojska še prišla vse počistiti. Zdaj je takole, mi smo kar navajeni, da v prvih dneh si prepuščen sam sebi in smo se tudi, zelo dobro znašli z našo civilno zaščito in našimi gasilci. Seveda je pa potem stvar, ko začne voda odtekati, pa ko vidiš to dejansko opustošenje, ki ga je pustila za seboj, je pa zelo pomembno, da prihaja druga pomoč. In tako organizirani gasilci kot tudi vojska so nam priskočili na pomoč. Seveda si želimo čim več teh težke mehanizacije, vsaka pomoč v rokah, v orodju, tudi psihološki podpori pa je za nas v teh dneh izjemno pomembno. Se pravi, mi smo se kot domačini, tudi sami močno angažirali, ampak se veste, mi smo še zmeraj angažirali z lastnimi močmi. Ko je prišla vojska na teren, je bilo tudi psihološko, je bilo, ker smo tudi psihološko pomoč v štartu rabili močno, je bilo seveda tudi naš pogum je, malo zrasel. Vojska je nam ogromno pomagala, z vsem smo strašno korektno sodelovali. Na mestu vsi, res bi se jim zahvalil lepo.
v našem skupnem imenu govorim, ne kar v mojem osebnem. Vem, da je cela vas deli mišljenje z mano 100%. Res smo jim izredno hvaležni. Ne moramo druge reči kot besede hvala, ker druge tako dejansko nimamo. V teh poplavah so se zgodile v občini Kamnik, torej naravna katastrofa v 3.8. v petek zjutraj, ko nam je poplaval doline Kamniške Bistrice, Bistričice, Tunc in pa Črne, torej dobršen del po vršini naše občine, se je res izkazalo, da smo vse sile zaščite in reševanja stopili skupaj. V prvi vrsti so bili aktivirani gasilci, takoj so nam v pomoč priskočila tudi Slovenska vojska in pa vsi drugi člani štaba civilne zaščite in skupaj z njimi smo tako rekoč v 14 dneh, 3 tednih sestavili nazaj to, da se je življenje lahko vrnilo nazaj v domove, so se odkopali vasi, se je na nek način življenje povrnilo v normalnost. V čisto normalnost bo trajalo še kar nekaj časa, da saniramo vse skupaj, pa vendar ena iskrena hvala pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki ste nam takrat v kritičnih časih, torej ko smo imeli poškodovan vodovoden sistem, dovažali s cisternami vodo, ko ste s pripadniki čistili vasi, ko ste pomagali našim občanom, ko ste z mehanizacijo čistili struge rek. Hvala vam, glede na to, da ste malo številna armada, imate veliko srce in ste dejansko stopili in nam pomagali in zato se vam iskreno zahvaljujem v imenu občine Kamnik in pa v imenu naših občank in občanov. Sama voda je podlužala vas v Bistrica, tako da smo bili ob tem, ko so zbavili, zapolnjevali Polutnjo, najbolj postavljeni močni, ker je bil razmočen teren in smo na pomoč poklicali Slovensko vojsko. Tako je naslednji dan helikopter Slovenske vojske ves dan v to lutnjo odvažal betonske bloke, ki so potem zapolnili in nekako smo rešili ta tok reke Mure, da se je preusmeril nazaj v svoje korito. In jaz sem Slovenski vojski, pa ne samo jaz, tudi vsi občani in občanke naše občine smo zelo hvaležni za to, da nam je pomagalo v teh težkih situacijah, kajti razsežnosti poplav bi bile sigurno večje, če se to zapomni. No, in se ni dalo zaustaviti, ne vem dalje, potem je pa prišlo, mislim, na drugi dan je to bilo, pomoč vojske, s helikopterom pa so oni pomagali, zaustaviti te pretoke, pa trgane nasipe. Tako da ja, da naj povem, hvala vsem, vojski posebno, ko so prišli s tem helikopterom, ne vem, kako bi drugače bilo, jaz se ne spoznam na vse to, glavno rešili so nekaj, da ni še dalje, pa dalje trgalo nasipa, da bi še lahko bilo hujše.